pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta, stadion Ljudski vrt, torej prizorišče tekme 23. kroga med Mariborom in sežanskim Taborom. Ivanovič, ki se je vrnil v obrambo, pa še enkrat lepo Antolin za šturma, tudi Bilec se je zdaj izstrelil tale mariborski napad, Šturm lahko strelja, priložnost za Maribor, toda obramba Jana Koprivca. Či so medtem ta kot že izvedli proti oddaljenejši vratnici Mudrinski, Ognjen Mudrinski, 18. minuta, 1:0. Prvi zadetek Mudrinskega, odkar je postal vijoličasti bojevnik, je to skupno pa v tem prvenstvu 10. in zdaj ima Maks Barišić na čelu lestvice strelcev prve slovenske nogometne lige le še gol več od Ognjena Mudrinskega. Doživel na položaju pomočnika sodnika, torej Jureta Praprotnika, postrel zdaj Monjaca. 24. krog, v torek ga bosta odprla Aluminij in Domžale v Kidričevem. Tabor bo v sredo gostoval v Domžalah pri Radomljanih. Mudrinski strelja, 2:0. Ognjen Mudrinski, vijolični bojevnik v 51. minuti za vodstvo Maribora z 2:0. Če nimaš žogo kam, potem jo podaj Ognjenu Mudrinskemu in pol gola je tu. No, danes pa je zabil že 2. In Maribor torej vodi s 2:0. Znova so viole na nogah. Mudrinski pa je taki pojel Maksa Barišića na čelu. Mora dodati, Alvir je zdaj sam pred vrati, Alvir strelja, obramba Jana Koprivca. Storil Briški nad Ivanovičem, Maribor je že krenil proti napad po desni strani, Bilec zažuglja, Bilec ima priložnost prek vrat. Danes pa kaže, da bo Maribor še 6. zapored v medsebojnih tekmah premagal Sežance. Tole je nova priložnost, Ivanovič strelja! Hvala še enkrat za besedo, še zadnjič. Miha, danes Radovan Karanović ob meni, najprej Radovan, ničla zadaj, 2 zadetka, zagotovo vse po planu. Tako, čestitke fantov za še bi rekel, en izredno dober odnos na tekmi. Mislim, da smo celo tekmo imeli pod kontrolo, so bila določena obdobja, ko smo mogoče malo izgubili na neki način določene niti, ampak v vsakem primeru mislim, da tisto, kar kažem v tem trenutku, normalno igramo za zmago, igramo za tekmovalnost in to je tisto, kar je spodbudno za naprej. V studiu so izpostavljali neke poteze Makumbuja, vi ste tule med vrsticami dejali, da je na pripravah zelo garal, ste zadovoljni z njegovim napredkom glede na jesenski del? Sigurno, on sigurno predstavlja, bi rekel, določeno vrednost v naši ekipi in če bo nadaljeval po takšnej poti, mislim, da res lahko postane en, bi rekel, zelo dober igralec sredine igrišča. V vsakem primeru on nima še tiste prave, bi rekel, svežine, ampak mislim, da zelo dobro napreduje. Samozavest bo zagotovo visoka zdaj na novi tekmi med tednom, ki sledi, ki je vnovič zelo pomembna za boj na vrhu. Normalno, vsaka tekma je pomembna in predvsem tisto, da gremo pač v Koper, veste, to je derbi. Bomo se pripravili tudi za to tekmo, moramo tudi tam biti maksimalno, tako da vse nekaj gre po planu in moramo delati brez euforije. Morda še samo komentar na to, Ognjen Mudrinski, vijolični bojevnik, kaj porečete? Ja, mislim, da je zasluženo, tudi danes je to dokazal, tako da čestitke Ognjenu za izvolitev. Ja, tako, v tabor Tabora, kot si dejal, Miha, gospod Kosič, dejali ste, ko smo bili med oglasi, da je glava vroča, kaj ste s tem mislili?
Da je vroča glava. Torej, ja, nismo navajeni na tako podobo, kot je bila danes. Moram pa iskreno povedati, da je Maribor zelo stabilen in zelo malo dopušča. Torej, čez celo tekmo, ko smo hoteli pritisk narediti, je enostavno Maribor sproščen. Zelo zlahka je ta pritisk, ki smo ga skušali narediti, se mu izognil, zadev 2 lepa zadetka. Tudi pri prvi standardni situaciji smo imeli neko nedisciplino, ker smo se pripravili na to in potem gre tekma v drugo smer in Maribor, moram iskreno povedati, je rutinirano zmagal. Ko ste prišli v Sežano, je bil cilj, da se borite za veliko višja mesta, ne? Zdaj pa zares grda serija tekem, ne? Ko ne uspete priti do želenih predstav. Kaj razmišljate o prihodnosti? V prihodnosti razmišljam, da čim prej zmagamo, če se bo dal. Serija je res grda, na veliko tekmah smo imeli, bom rekel, tudi neko nogometno nesrečo, nič nam ni šlo na roke, ampak danes moram iskreno priznati, da je bil Maribor suveren, zelo dober. Nekateri naši igralci so kljub temu dobro tekmo odigrali, ampak iščemo neke rešitve in v tem momentu smo enostavno na današnji tekmi smo dali premalo. Čez 3 dni je nova tekma, treba glave skupaj dati, Radomlje bojo verjetno nasprotnik po meri, ampak več kot iskreno priznati, da danes nismo bili na nivoju, katerega smo si želeli in čestitke Mariboru. Ja, ob meni je Gregor Sikošek, nasmejani ste prišli sem, logično po rezultatu. Kako pa je bilo igrati danes pred številčnejšo publiko? Ja, bilo je res super. Ne samo, da je bilo veliko ljudi, končno po dolgem času tudi smo igrali doma, tako da občutki so res fenomenalni. Greva še na tekmo, ni bilo veliko minut, ko je Tabor bil nevaren, dobro ste stali, upoštevali ste tista trenerjeva navodila, zagotovo ste zadovoljni s predstavo. Ja, seveda, jaz mislim, da smo imeli celo tekmo pod kontrolo, zabili smo 2 gola, vzad obdržali 0, tako da to so vse pozitivne novice. Dejan, hvala za besedo. Dino, Maribor je na koncu zasluženo slavil, to je pokazala tudi statistika. Kaj pa je vam manjkalo, da bi lahko pred tistim drugim prejetim zadetkom dvignili ritem na zelenici Ljudskega vrta? Dosti stvari je manjkalo danes. Mislim, da popolnoma zaslužena zmaga Maribora. Na koncu sreče, da nismo prejeli še kak zadetek več. Nič, treba se zbrati. Čaka nas sredo zelo pomembna tekma in strani dobro, da je hitro tekma, tako da nič, jaz pa želim vso srečo Mariboru v borbi za naslov prvaka. Hvala in srečno.